Predvolilna jutra na Kaprisu. V vaši družbi Žiga Rustja in Manca Hribovšek. Pozdravljeni in dobrodošli v še enem predvolilnem jutru. Prejšnji teden smo predstavili že 8 kandidatov za županske stolčke, danes pa je z nami župan mestne občine Koper, gospod Aleš Bržan. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, dober dan, gospod Bržan. Najbrž se spomnite svojih prvih političnih korakov 8 let nazaj, toliko bolj pa volitve pred 4 leti. Tokrat prvič kandidirate kot aktualni župan mestne občine Koper. Kakšna je pravzaprav razlika v pristopu do volivcev? V bistvu razlika je v kampanji, ker pred 4 leti recimo sem lahko šel po svetu oziroma po krajih in se predstavljal. Danes predvidevam, da me več ali manj že vsi nekako poznajo, tako da je treba malo drugače. Je precej drugačna kampanja tudi, kar se tega tiče, ne? Pa mogoče tudi malo manj napeta. Pred 4 leti ste zmagali v drugem krogu, samo 7 glasovi več. Mislite, da ste s svojim županovanjem uspeli teh 7 glasov obdržati? Napovedujete tudi letos tesen boj za županovo mesto? Dobro, 17 glasov je bilo sicer. Ne vem, bomo videli, kaj bo ta volilna nedelja prinesla. Zaenkrat ankete kažejo malce manj napet rezultat oziroma malo manj tesen, tako da počakajmo, bomo videli. O vas so pred 4 leti rekli tako. In za danes smo na naši televiziji pripravili soočenje za župana Kopra, a nas je Aleš Bržan obvestil, da ga na naše soočenje ne bo, zaradi utrujenosti. In vsi te nezadovoljneži so se nabrali okrog tega fanta, ki je pač samo neka figura, ki stoji spredaj, ampak niti slučajno, on v vsakem slučaju tudi, če bi bil župan, ne bi mogel voditi občino, ker ne zaradi nas, a zaradi koga drugega, ampak prvo kot on ni v življenju še ni pokazal nekaj takega, da bi lahko vodil kakšno tako podjetje. En komentar? Komentirate? Mislim, že takrat sem bil vesel, da mi nekdo rekel fant pri tistih letih, danes sem še bolj vesel, če mi kdo kaj takega reče. Jaz ne vem, upam, da sem koga tudi presenetil v pozitivnem smislu. Mi sem pokazal, oziroma, kako bom rekel, raje mi smo pokazali, ker v bistvu je ekipno delo, da se da narediti v 4 letih veliko več kot v zadnjih 4 letih mojega predhodnika. Rezultati kažejo namreč tako, da smo bili bolj učinkoviti, da smo znali bolje črpati evropska sredstva, da smo uspeli zmanjšati celo zadolženost občine, skratka več projektov, več realizacija, večji je na koncu bil še turistični obisk, brezposelnost sicer ni toliko vezana na samo aktivnosti občine, je najnižja v zgodovini zadnjih 2 desetletij, tako da precej plusov, kljub temu, da so bila težka obdobja, covidna obdobja in tako dalje, ki so oteževala precej delo. Sicer pa je letošnja predvolilna tekma v primerjavi 4 leti nazaj veliko bolj umirjena. Kljub temu pa je gospod Popovič na vaš račun prejšnji ponedeljek v našem studiu rekel veliko neposrednih in hudih kritik, denimo to. Poglejte samo, koliko je delanja v Kopru danes. Ni več fizičnega varovanja, dela se vse posod pred šolami, pred vrtci, povsod pred našo hišo. In danes je Koper uradna občina z največ dilerjev in največjo uporabo droge in prepovedanih substanc v naši državi. Je Koper res uradna občina z največjim številom uporabnikov prepovedanih substanc? Vam je to znano? Deloma ja, torej gre se za raziskavo, kaže European Drug Report, kjer je 6 občin v zadnjih letih podvrženo temu, da se testira odpadne vode in vsebnost različnih substanc v tem, kjer Koper prednjači pri uporabi, oziroma našli so največ kokaina v teh odpadnih vodah, tako kot v Ljubljani največ, oziroma v Velenju mislim, da največ ekstazije, v Ljubljani največ nekih drugih substanc in tako dalje. Nekaj, česar očitno se ni uspel naučiti, moj predhodnik, je to, da je ta raziskava začela vključevati Koper šele leta 2019 in že takoj se je pokazalo, da je Koper na prvem mestu, nažalost, ne da ne bo pomote. Predtem je bila samo Ljubljana vključena, ker gre za v bistvu evropsko raziskavo. Tako da nič ni drugače, kot je bilo prej, nažalost, kar se tega tiče, je pa res, da to stvar, ki je verjetno vezana tudi na to, da smo v neposredni bližini luke, preko katere se veliko takih stvari odkriva, že ne med bananami ponovadi se prav te substance. Tako da ja, imamo nažalost tudi primat, kar se tega tiče. Pa je mestna občina Koper kaj naredila na tem področju oziroma kaj bi lahko naredila, da bi bilo tega manj? Torej, težko občina preprečuje take aktivnosti, to je pač v domeni policije. Mi subvencioniramo oziroma financiramo
preventivne dejavnosti, financiramo tudi kurativne dejavnosti na koncu, oziroma pač oskrbovanje teh oseb, ki imajo odvisnosti. Tako da na tem delamo tudi nove prostore in pravkar poskušamo zagotoviti. Brezdomce bomo preselili v en kraj in Center za odvisnike oziroma Društvo Svit, ki skrbi za odvisnike, na malo bolj oddaljeno lokacijo. Prej je bila v zdravstvenem domu, kar je bilo zelo neprimerno, začasno smo jih preselili na Vojkovo nabrežje, zdaj pa grejo v bližino železniške postaje. Pa še eno vprašanje, o katerem je v Kopru slišati veliko špekulacij in ga lahko zdaj tukaj pri nas razčistimo. Popovič pravi sledeče. Lokali se končajo. Celo lokal od mojega sina zmogel ob 22, čeprav je bil obljuden, poln naših občank in občanov, naših mladih. Je mogel zapreti, ker je pač župan se odločil, da mu ne bo podaljšal urnika, da urnik samo do 22 ure in zdaj ni enega lokala. Torej, ste vi poskrbeli, da se Ozare skrajša urnik, ali zakaj se je to zgodilo? Ne, nisem jaz poskrbel. Torej, postopek je tak. Krajevna skupnost poda najprej pozitivno ali negativno mnenje, kar se tiče podaljšanja urnika, in to ga poda ponavadi na podlagi poročil policije, ali prihaja do nekih kršitev ali tudi ne. V dotičnem lokalu je prišlo do, saj tako piše v poročilu policije, do tega, do nasilja, do pretepov, do ponujanja alkoholnih pijač mladoletnim osebam. Na podlagi tega poročila je krajevna skupnost dala negativno mnenje in na podlagi negativnega mnenja potem se tudi občina odloči, da nekomu ne podaljša obratovalnega časa. Podaljšuje se po potrebi tudi drugim lokalom, recimo, ne vem, če kaj povem, lahko kakšno ime, mislim, Belavita recimo ima enkrat, ne vem, na mesec, oziroma ima urnik, če se ne motim, do med vikendi, do 3 zjutraj, in tam ni bilo zaznanih takih težav kot v tem lokalu, ki ga obvladuje družina Popovič. Lahko bi mogoče, če smo že omenili in smo že odprli to temo, vprašali, če imate podatek, kateri so najbolj pereči lokali, ki bi morali skrajšati urnik delovanja. Ne, ni da bi kdo moral skrajšati urnik. Torej, podaljšuje se ne tistim, ki imajo problem, ponavadi za obdobje 3 mesecev, če se po 3 mesecih poročilo, pač policija pravi, da ni bilo nekih kršitev, če krajevna skupnost spremeni mnenje, potem se to tudi podaljšuje. Ampak dokler je nek lokal problematičen, do takrat pač enostavno ne dobi podaljšanega urnika. Torej, dejali ste, da se sicer tudi sami ne radi ukvarjate z gospodom Popovičem, a ne moramo si pomagati, vseeno nas zanima. Kot ste povedali v enem od intervjujev, so ljudje pričakovali nekakšne ukrepe za vse tiste stvari, ki so se očitale bivšemu županu. Nam lahko morda zaupate, ali so bili ti očitki bivšemu županu upravičeni ali ne? Kaj ste ugotovili? V bistvu kup stvari je bilo narejenih narobe in kup stvari smo se lotili popravljati, ampak zdaj, da bi vsako stvar obešali na zvon, kaj je vse bilo narejeno narobe in kaj je treba popravljati, v bistvu je zguba časa, saj z mojega vidika in energije. Torej, moj kolega, predhodnik, ki je pač en del zgodovine Kopra, ki jo poznamo, nekaj dobrega je naredil, nekaj slabega je naredil in zapisan pač je v očeh vsakega posameznika, kot je zapisan, in ne vem, zakaj bi sploh pogrevali te stvari. Imamo nadzorni odbor občine, ki ima za pregled, če je bilo poslovanje skladno z nalogami občine opravljeno. Ugotovili so tudi nepravilnosti, ugotovili so nesmotrno porabo sredstev in še en kup drugih stvari, ampak to je njihovo delo, s katerim se jaz več ali manj nisem niti želel obadati, ker bi izgubil fokus nad tem, kar moramo delati. Kolikokrat pa sta sicer z gospodom Popovičem spila kavo v zadnjih 4 letih? Enkrat, ne vem, če se spomnite tistega fanta Andreja Brilija, ki je na začetku poskušal uravnavati vesolje in naj je povabil skupaj na pijačo in sva se usedla, pač, ne vem, mislim, da je bil marec 2019 in od takrat nikoli več. Kako je bilo na kavi takrat? Kakršnokoli srečanje z mojim predhodnikom je vedno bizarno. Mestna občina Koper bo letos zabeležila rekordnih 350.000 nočitev, kar je 100.000 več kot pred začetkom vašega mandata. Čemu pripisujete takšno priljubljenost Kopra in v kakšno smer bo šel turizem v tej občini, vkolikor boste vi ostali župan? Čemu? Naredili smo plažo in dovolili smo hotelu Koper, da odpre vrata, torej da funkcionira. Skratka, ne smemo nagajati našim ponudnikom ali pa tistim, ki si želijo ponudbo gostinsko in turistično imeti. In poskrbeti moramo za to, da je infrastruktura ustrezna, urejena in pač turistom ali pa obiskovalcem všečna. In to smo dosegli, zato smo tudi lani dobili med drugim tudi dostojen naziv kot najbolj urejeno in gostoljubno večje mesto. Letos smo v finalu, zato tako da
očitno smo na pravi smeri, ker točemo rekorde. Gospod Bržan, delujete izredno sproščena in nekonfliktna oseba, kakorkoli že. Ste uspeli v tem mandatu komu kdaj tudi zabrusiti, da ste se na koga razjezili? Jaz mislim, da človek, ki se zna obvladati, se ponovadi ne blazno razjezi. Ne? Jasno, tu in tam se mogoče malenkost dvigne glas, ampak ta malenkost niti ne vem, če je zaznana pač v ušesih ponovadi sogovornika. Nimam potrebe kričati, nimam potrebe toč po mizi, ker do sedaj se je vedno izkazalo, da z malo bolj umirjenim pristopom, z jasnimi argumenti se da veliko več dosežeti. Vas pogled na naše mikrofone kaj zamika, da bi se spet znašli v radijskem studiu, tako kot ste se nekoč? To pa moram povedati, da to je odvisnost. Odvisnost od radija je stvar, ki traja nekako najmanj 2 leti. Torej 2 leti je trajalo to, ko sem slišal recimo kakšno dobro pesem na radiju, ko sem si mislil, to bi pa zdaj zavrtel, tudi jaz. Ne? Ali pa ko veš za neko zanimivo stvar, to bi pa jaz tudi rad povedal na radiju. Ne? Tako da, če me boste vzeli čez kakšno leto, ne, bom rade volje prišel na audicijo. Zakaj pa ne sedaj takoj? Mislim, da kompatibilnost funkcije župana in radijskega voditelja nekako je zelo težka. Mogoče bi lahko naredili eno izjemo za današnji intervju. Jaz sem že nekaj pripravil, tako da se boste verjetno že zaradi radijskih izkušenj, ki jih imate, vedeli, kdaj se vklopiti. Vam je dolg čas, nimate kam, Aleš je sam doma. Vesel vas bo. Lepo pozdravljeni na frekvencah Radia Capris. Končno se lahko oglašam tudi v funkciji Aleša samega doma. Številka ne vem več, katera je Radia Capris, ampak če imate kako glasbeno željo, dobrodošli, pošljite jo in čez 4 leta recimo, da se bom tudi spomnil. Bomo vse zapisali, vse glasbene želje, ki pridejo. Dobro, še vam gre. Dobro, hvala. Okay, imam bodočnost, v redu. Ja. Super. Ne, tudi nas ne potolaži, če se pač odmaknemo za nekaj časa. Je to očitno kot smučanje, ko greš, tako hitro se spomniš, kako gre. Ja, tega nikoli ne pozabiš. Ne, očitno tega res nikoli ne pozabiš. Ok, ne vem, upam. Mimo grede, do nedavnega so bili naši studiji na ulici 15. maja v Kopru, na katero pa ste pred dnevi rekli, da jo je treba umakniti z tega območja. Kdaj in kako, pa konec koncev zakaj? Ne nazadnje je tam ogromno podjetij, celo Marjetica, Prežanski vodovod in tako naprej. Ne, ulice se ne umika, ne? Torej vsebino je treba spremeniti. Dejstvo je, da je ulica 15. maja neka obrtna cona ali poslovna cona, ki je že nastala kot otoček v mestu. Torej na eni strani je pač Koper, na drugi strani je Semedela, Olmo. In bi bilo prav, da prevzamem pač čez nekaj desetletij, počasi in postopoma drugačno funkcijo, torej da se ne vozijo tam tovornjaki, da ni tam gradbeni material, da ni tam surovina, ki se že danes želi umakniti, in da tam počasi, tako kot je bilo naselje 15. maj, zraste še kakšen tak objekt, ki bo nudil stanovanje našim prebivalcem. Kam bi pa potem premaknili Marjetico, Rižanski in vsa ta podjetja? Torej Marjetica bi, o tem smo se tudi tam že pogovarjali, brez nekih težav premaknili lahko tam, kjer je čistilna naprava, torej na območje Srmina, Rižanski vodovod, kamorkoli, torej v bistvu vse te dejavnosti, ki pa so, poslovne, obrtne dejavnosti, pa na območje, ki jih bo definiral naslednji, oziroma pri osnutek zaenkrat prostorskega načrta, torej taka dejavnost tam pod dekane. Sicer verjamemo, da boste odgovorili, da za vse naslednje stvari nimate časa, ampak imate Netflix. Nimam. Barko? Imam HBO, če ki pomaga. Ok. Ja. Barko? Nimam. Hobi? Imam jih več v omari. Oljke? Jemen. Vinograd? Ima pa vinograd, ne vem, če šteje. Šteje. Ja. Verjetno pomagate papaju pobirati grozdje. Zadnja 4 leta zelo malo, premalo. Okay. Električni skiro? Nimam. Fake profil na Facebooku? Nimam. Instagram? Ne vem, mogoče so mi ga naredili, pa ne vem, če ga imam ali pa ne. To ne vem. Bomo preverili. Ja, okay. Oziroma, mislim, da imam. Preverite. Okay. Bomo preverili, medtem pa lahko odgovarjate na naslednje vprašanje. Kako se kaj znajdete v kuhinji? Zelo dobro, po besedah tistih, ki so preživeli.
Ja. V redu. Kaj pa tistih, ki niso? Zaenkrat še molčijo. Za te nas je malce zaskrbelo. Kaj pa je najraje, konec koncev skuhate v predvolilni kuhinji? Ja, zaenkrat kuhajo v običaj, drugi. Ne, v predvolilni kuhinji kuhamo predvsem dejstva, ki se v obliki obljub bodo uresničile, upam, da v naslednjem četrtletju. Ker je sicer zelo drzna kot alineja župan, politika, kuhinja, ne? Zakaj? A, ni? Ne, ni, pač volilna kuhinja, pač takrat se kuha, ne? No, ostajamo pri kuhanju, menda naredite najboljšo pico. Ne vem, če je najboljša, se pa trudim narediti dobro. V bistvu sem kupil pečico v času covida, tako da sem se zverziral, v enem mesecu sem uspel najti pravo kombinacijo in način za narediti testo in potem še... No, dajte deliti z nami to kombinacijo. Ja, boste deljena bo, ko bomo spekli kakšno pico, kaj čem razlagati, kako in kaj. Potem pustite testo, da vzhaja toliko ur. Seveda, najmanj 2, največ 4 dni in tako dalje. Ja. Aha. Kaj se boste kdaj prijavili v Masterchefa? Niti pod razno. Kaj pa, če vas kdo drugi? Se bom odjavil, kaj ne rečem. Dopolnite naslednji stavek. Boris Popovič je kot. Joj, res? Moram. Morate. Biti zloben tudi. Kar želite, lahko rečete. Neodrasel otrok. Z dvigalom bomo lahko prišli na Markovec leta? 2000, za sigurno 25. Moja najljubša risanka je? Gigi La Trottola. Če ne bi bil župan, bi bil? Kaj pa vem, marsikaj. V zadnjih 4 letih me je najbolj razočaral. Razočarala, odvisno. Ja. Pač. Nekaj posameznikov, ki so se izkazali kot tisto, kar sem mislil, da niso. Lahko kakšno ime? Niti ne. Niti eno. Ne, zakaj? Plaža med Koprom in Izolo bo zaživela leta? 2024. Koprski obmorski park bo prihodnje poletje? Imel malce višja drevesa, ker bodo zrasle. Samo to? Tudi tu še, pa tudi računamo, da bomo potko, ki je danes peščena, pač utrdili, glede na to, da smo se bali, da ne bi tam kaj razpokalo in tako dalje. Skratka, še dodatno izpiljeno, da bo še bolj prijetno za uživanje. Ali ima mestna občina Koper premalo ali preveč nakupovalnih središč? Nakupovalnih središč preveč, predvsem kar se tiče prehrambenih izdelkov. Torej imamo veliko preveč ponudbe prehrane za to, kolikor bi lahko imeli v neposredni bližini mesta. Ampak gradijo se pa še nove? Gradijo se še ne, se pa bodo zgradile, oziroma pač še verjetno ciljate na Bauhaus, ne? Tudi. No, to je ponudba, ki je v naši občini zaenkrat še ni, zato pazimo zelo, da ne bi taka ponudba, ki je bila, da reči, najbolj smotrna uporaba prostora v danem trenutku, kakorkoli oškodovala mestno jedro. Torej, taka ponudba v mestnem jedru enostavno ne more biti, tudi ne bo, zato ne predstavlja neke konkurence, kar pa druge vsebine so. Ne? Dodatna neprofitna stanovanja v mestni občini Koper. Kdaj in kje? Se že gradijo, 166 je. Poleg tega? Poleg tega nadaljujemo zaenkrat je v fazi projektiranja še oskrbovana stanovanja, prav tako, če so občinska oziroma stanovanjska sklada niso profitna. In naslednji korak je OPPN, torej občinski podrobni prostorski načrt, ki definira območje prav tako voljno za dodatnih približno 170 stanovanj. Tako da v bistvu se nadaljuje ta pot naprej. V vaši ekipi pred 4 leti je bilo še nekaj obrazov, ki so vas na to zapustili. Kaj bi lahko povedali na to temo? Živimo v državi, kjer se lahko vsak odloča in je prav, da se odloča tako, kot misli, da ne bo prav. Nekateri se pridružijo, nekateri se odločijo pač oditi in to je življenje. Vam je za koga bolj žal ali manj žal? Niti ne, sem vesel za vsakega, ki pride in malce žal mi za vsakega, ki odide. Če so razlogi jasni, je tudi potem jasno, zakaj je nekdo šel in za vsakega, ki je šel, vem, kateri so razlogi. Nekdo, ki je odšel iz letošnjih lokalnih volitev in to neprostovoljno, je tudi Patrik Greblo. Kaj pravite o njegovi izločitvi iz boja za župansko mesto? Ja, naredili so kapitalno napako, oziroma po mojem kar dve, ki pa nekomu, ki je začetnik v politiki in pri pripravi in izpeljevanju postopkov, se lahko zgodijo. Tako da
Se jim pač zgodi, da niso bili pozorni. Ampak vem, da Greblo je omenil tudi to, da v naši občini je premalo pomoči začetnikom v politiki, da mogoče po drugih občinah bolj pomagajo, torej volilna komisija pomaga bolj pri pripravi ne programov, ampak pri pač vlaganju vseh teh papirjev. To ni delo volilne komisije. Delo volilne komisije je to, da pregleduje, ali so ti postopki bili speljani skladno z zakonom. Jaz se spomnim pred 4 leti, ko smo prav tako isti postopek peljali, saj jaz sem kontaktiral člane SD-ja, člane Oljke, jih vprašal za nasvet in vsi so bili veseli, da so lahko dali nekomu nasvet, kako izpeljati postopke, kot je treba. Zdaj pa, če nekdo morda malo preveč prepričan sam vase, potem gre preveč na lastno roko. Ne? Gospod Bržan, celo največji skeptiki vam danes priznavajo, da ste v mestni občini Koper naredili veliko, sploh glede na razmere, govorimo sedaj tudi o covidu, o draginji in tako naprej. Na kateri projekt ste najbolj ponosni in ali je kaj, kar ste želeli narediti, pa vam ni uspelo? Jaz mislim, da najbolj ponosen sem lahko na vsako stvar. Plaža mi je blazno všeč, ker sem jo končno začel tudi jaz uporabljati. Ne? V bistvu malo se zafrkavam, da sem naredil za svoje otroke plažo, ker ko mi je nekdo se pohvalil, da je kupil nov čovn, sem jaz rekel, jaz sem pa naredil plažo, pa gremo sedaj. Ne? Je dodana vrednost, ki mislim, da pride prav vsem prebivalcem in tudi poveča priložnost za to, da ljudje spoznajo, koliko lep je Koper oziroma naša občina. Žal mi je, da nismo uspeli še vzpostaviti prostora, ki bi združeval mlade društva, to, kar smo si želeli, tudi zato, ker smo našli lokacijo, ampak je postopek malce daljši. Torej, tam za dvorano Bonifika, kjer je zaenkrat vrtec, si želimo najprej premestiti vrtec na drugo lokacijo in tam zgraditi neko halo, ki rečem ne športna hala, torej kjer bi lahko imeli tudi kakšno žurko. Vrtec nismo uspeli še zgraditi nov, ker so bile druge prioritete. Ta čas smo našli sicer Libertas kot izjemno priložnost za to, da naredimo tam nek kulturni center, ki bi lahko bil primeren tudi za to, da se kakšna zabava naredi, če je treba. Ne? Ampak prav, da reč po domače, žurplac vidimo najbolj tam za Bonifiko, ki je nekako najmanj na udaru, najmanj moteč prostor za to, da bi se lahko mladina tudi malo bolj večernih urah združevala. Pa zraven smo naredili že skatepark in zraven bo park urbanih športov, tako da bo nek mladinski center, po domače povedano. Ne? Gospod Bržan, zakaj ima Koper najlepšo avtobusno postajo v Sloveniji, železniška postaja pa je raj za nostalgike, saj jih popelje v 70. leta, bi lahko rekli, prejšnjega stoletja? Zato, ker avtobusno postajo smo naredili mi, železniško postajo pa morajo narediti Slovenske železnice. Ampak občina torej nima nič pri tem, da kako spodbudi, da se to čim prej začne? Mislim, mi jih spodbujamo, niso pa še se lotili tega zaprav, sicer so kazali dobro voljo in kaže še vedno, da bi to naredili. Očitno je bila ta spodbuda za to, da smo naredili mini avtobusno postajo dobra, ker pravijo, da se bodo lotili tega, ampak zdaj sami razmišljajo o tem, koliko zmanjšati prostor, ker pravi, da tako velikega prostora ne rabijo. Tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo še. Sicer je v našem intervjuju vaš predhodnik povedal, da streha nove avtobusne postaje že pušča. Je ob strani prav gotovo, ker je ni. Zgornji del pa, kolikor vem, ne. Mislim, če slučajno pa pušča, ne, ampak nimam te informacije, bodo popravili. To so stvari, ki se jih reklamira pri izvajalcih. Tako da to, ne vem, pač nisem bil v času držje na avtobusni postaji, tako da ne vem. Sicer pa številni kritizirajo čistočo v mestu, da se je v zadnjih 4 letih zelo poslabšala. Ja, to poslušam že od prvega dne, ko nisem niti še prišel do pisarne. Tudi to, da je, poleg tega, da ne vem nič in podobne stvari, to je, da čistoča peša. Dejstvo je, da nam obiskovalci pripisujejo izredno čistočo, da smo, kot že povedano, prav lani dobili priznanje za najbolj urejeno in gostoljubno mesto STO. To pomeni, da pač strokovna komisija je tudi zaradi izredne čistoče med drugim napisala, da smo dobili to priznanje. Letos smo v finalu, tako da bomo videli, kaj še bo, ampak torej, obiskovalci so zadovoljni. Zdaj, če stanovalci imajo kakšno pripombo, sem vesel. To pomeni, da lahko še dodatno izboljšamo naše storitev oziroma storitev komunalnega podjetja, Marjetice konkretno. Ne? Vaš predhodnik obljublja, da v primeru, da bo izvoljen, bo prva stvar, ki jo bo naredil, znižanje cen parkirnin. Brezplačnih parkirnih con skoraj da ni več, parkirišča se zdaj plačujejo tudi ob vikendih. Zakaj? Torej,
Tam, kjer ni parkirnega režima oziroma je parkiranje brezplačno, imamo težavo, da recimo prihajajo študentje, ki parkirajo avtomobile cele dneve, pa ne samo študenti, ne, tudi tisti, ki grejo delati v Trst ali študirati v Ljubljano in se zberijo vsi skupaj in grejo z enim avtom naprej. Zato se uvaja pač nek režim. Režim pomeni, da je treba uvesti ali dovolilnice, ali abonmaje, ali pa plačevanje na uro. S tem urejujemo parkirišče na tak način, da je sploh možno parkirati, ker če ne, imamo situacije, kot jih je še vedno kar nekaj, recimo na Semideli Markovec, kjer ni režima in smo kome uspeli kombije raznih obrtnikov usmeriti na parkirišče pri Marjetici. In moramo še, kot rečeno, ne, študente in tudi turiste usmeriti. S tem, da turist pride ponovadi cela družina z enim avtom, pri študentih 4 so v enem stanovanju, od tega parkirane pred tem stanovanjem, blokom ali karkoli, so ponovadi 2 ali pa celo 3 avtomobili. Cel teden, ne, in to je problem. Torej, kaj pa potniški promet? Popovič ima v programu sicer razširitev mestnega prometa tudi v zaledje, denimo Šmarje, Marezige, Hrvatine. Pobud, da bi potniški promet naredil še bolj po meri občanov, je sicer bilo veliko. Kaj vi pravite? Ja, pobud je veliko. Torej, mestni promet, ki ga uravnava občina, je določen tudi za nekim območjem. Do Marezik ne pelje mestni promet, ampak je to obmestni, ki ga ureja Ministrstvo za infrastrukturo, kateremu težimo, da je dobro tudi, če to razširimo, ampak zaenkrat na to še niso pristali. Kar se tiče urejanja količine, pač, oziroma linij in tako dalje, mislim, da je imel 16 let časa za to, da je to izboljšal, ne? Ampak dejstvo je, da se, če ne naraste število potnikov in se naraste število linij, se ta strošek toliko poveča, da v bistvu postane se skupaj nesmotrno. Imamo to srečo, da se potniški promet uporablja vedno več, vsaj kar se tiče Markovega hriba, torej ljudje uporabljajo in tudi tam so linije relativno pogoste, mislim, da na 10 minut dobite avtobus, kar je v redu, ne. Bom karikiral, do Koštabone pa ni za pričakovati, da bo šel avtobus vsakih, 10 minut ali pa vsako uro, ker enostavno ni toliko prebivalcev, da bi napolnili več kot par avtobusov morda. V svojem programu ste omenili tudi gradnjo novega zdravstvenega doma. Povejte nam kaj več o tem. Torej, zdravstveni center, jaz govorim, ker imamo kar nekaj izzivov. Prvi je ta, da zdravstveni dom v centru mesta je zelo težko dostopen, je tudi že objekt počasi že postaja dotrajan, torej ga treba premakniti na ustreznejšo lokacijo. To lokacijo smo že definirali, to je ob objektu Barko oziroma v garažni hiši, ki smo jo pravkar zgradili. Tam mora postati ta prostor združen zdravstveni center, kjer se bo poleg zdravstvenega doma preselili še vse te majhne ambulante v Semideli, v Šalari, ki so razpršene in ne omogočajo takega nivoja storitev, kot si naši prebivalci zaslužijo. In v nadaljevanju tudi ostale dejavnosti, ki bodo še potrebne. Tako da imamo prostor, ki je temu namenjen, je dostopen in na to bomo začeli graditi in tudi verjetno zgradili v tem mandatu. Pa še povem to, ne? Torej imamo tudi težave v Sloveniji, kar se tiče zdravstvenih kadrov, tem je treba ponuditi čim boljše pogoje delovanja. To smo se prav včeraj na zadnje pogovarjali z eno izmed zaposlenih v zdravstvenem domu, torej kako privabiti zdravnike, da pridejo sem v Koper. Imamo težavo, ker če karikiramo v Prlekiji, zdravnik ima isto plačo kot tukaj na Obali, plača za stanovanje 30,000 evrov, tu na Obali plača 300, ne? Tako da je razlika občutna. Ne? Bi jim pomagali torej tudi pri stanovanjih? Ali tudi kako bi? Pri kadrovskih stanovanjih to že počnemo, ampak tudi delovni pogoji morajo biti. Ne? Torej ljudje grejo, recimo iz naše slovenske Istre grejo v Ljubljano delati recimo v UKC, ker vidijo tam neko karierno priložnost in vidijo bolj urejen način dela, ker je večji sistem, tam je 9000 zaposlenih, če se ne motim. Ne? Tukaj smo zaenkrat še v nekaj več manjših enotah, več zdravstvenih domov in ne vem, zakaj ne bi naredili en zdravstveni center, ki ponuja tiste priložnosti, ki jih zdravniki si želijo za to, da se počutijo izpopolnjene tudi kadrovsko. To tudi verjetno s štipendiranjem mladih, ne, ki se odločajo za poklic v medicini? To tudi že počnemo, že nekaj let, tako da to se že dogaja. Cesto med Bivjem in Bertoki, med pokopališčem in avtocesto so poimenovali Črna cesta, predvsem zaradi številnih prometnih nesreč s smrtnim izidom. Nazadnje je na začetku oktobra tam umrl kolesar.
Katera je najboljša rešitev za to cesto, da se kaj takega ne bi več dogajalo? Ker dejansko je skoraj vsako leto v zadnjih letih, da se tam nekaj zgodi. Ja, tu imamo spet eno težavo, da v bistvu prepričujemo državo, da uredi to območje. Parencane je državna kolesarska pot in to Parencane treba pač podaljšati za tisti krak oziroma tisti kos, ki je manjkajoč. Tako da pričakujem, da bomo to naredili, oziroma glede na to, da se dogajajo take nesreče, bo treba makar na lastno pest tudi nekaj narediti. Ne? Ampak vsak tak projekt terje potem, ker gremo na območja precej zasebnih zemljišč, tudi da začnemo z nekimi odkupi, nekimi služnostmi, tako da to uredimo. Ampak mislim, da je res skrajni čas, da se ta odcep reši. No, sicer, če se vrnemo na volitve, javnomnenjska raziskava Dnevnika kaže, da bi lahko zmagali že v prvem krogu. Kdo mislite sicer, da bi lahko najlažje zamajal vaš županski stolček? No, kdo bi najlažje zamajal? Kdo bi najlažje, tako? Ne vem, v bistvu počakajmo, da se pokaže to nedeljo, kakšen rezultat bo. Jaz mislim, da imamo, torej 16 je kandidatov, od tega iskreno povedano nas je 5 solidnih kandidatov, moj predhodnik pa mislim, da je zgodovina. Mi smo se odpravili tudi na ulice Kopra in smo malo povprašali naše sookrajane oziroma prebivalce mestne občine Koper, kakšna vprašanja bi postavili oni vam, torej katere so problematike, ki jih oni vidijo. Tako da prosim, da si izberete 3 številke od 1 do 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3, no pa začnimo z vprašanjem številka 1. Ja, moje vprašanje je bilo, kako bi lahko naredil mladi podjetnik, da bi prišel z vami v stik, oziroma če obstaja kakšen način, kjer so te tendri, ki jih izvajate javni, glede na to, da trenutno ni mi uspelo priti kot mladi podjetnik blizu, oziroma ko sem prišel blizu, nisem dobil nobenega odgovora, niti ne, niti ja. Torej, javna naročila se objavijo na portalu javnih naročil, ki je jasno tudi javno dostopen. To pomeni, da se ne vabi posamične ponudnike, ampak morajo sami slediti portalu, ki je vseslovenski, zato da se sami prijavijo na te razpise. Za manjša dela sicer je zbiranje ponudb, ampak tukaj to je potem v domeni posameznega urada, ki ima česa, ali to, ne vem, delanje pločnikov ali mašenje luken. Tako da tu prav gotovo ne škodi poslati nek predstavitev, kjer pač nekdo napiše, kakšne reference ima, kaj zna delati, kaj ne. Seveda brez referenc tudi težko bo prišel v nabor tistih, za kateri se bo vprašalo za ponudbe, ker mi smo pač javna inštitucija in moramo pač ustrezati nekim zakonskim pogojem. Torej ne moramo izbrati kogarkoli se je včeraj odločil, da bo začel z neko dejavnostjo. In vprašanje številka 2. Fino bi bilo, da bi se podali po koperskem mestnem jedru, od trgovca do trgovca, od meščana do meščana in malo tudi povprašali glede varnosti, glede čistoče in glede dobrega počutja. Tudi turisti se sicer zelo dobro počutijo, ampak se da narediti mnogo več. Štart je bil dober, dajmo še to končati. Ja, težko se potikam po ulicah in grem od osebe do osebe, oziroma od trgovca do trgovca, zato so trgovci združeni v Zavod Koper Otok, s katerimi imam kontakte, s katerimi tudi ugotavljamo v bistvu, kaj je bilo treba še izboljšati, kar se tiče varnosti. Dajmo se zavedati, da marsikdo pričakuje, da občina lahko postavi kamere kamorkoli želi, zato da izvaja nek nadzor. To ni tako enostavno, ker imamo zakon o varovanju osebnih podatkov, torej moramo najprej pripraviti elaborat, kjer se dokaže, da je sploh to možno in potrebno, ki ga informacijska pooblaščenka dobesedno požegna, zato da se lahko postavi, in tudi to ne služi prav svojemu namenu. Najboljši način za zagotavljanje varnosti, če govorimo pred nekimi vlomi, je to, da si vsak nastavi nek alarmni sistem oziroma zaščiti z ustreznimi ključavnicami. Tega vidim, da je bistveno premalo, torej vsak premalo poskrbi za lastno zaščito svoje imovine, vse kar tiče trgovcev. Kar tiče čistoče, kot povedano, torej naša Marjetica skrbi redno za čistočo in to nam priznavajo tudi s priznanji. Tako da tu verjamem, da se da se vsako stvar tudi izboljšati. Imamo golobe, ki pač delajo svoje potrebe tako ali drugače, kadarkoli jim zapaše, in za njimi pač počistimo. Nimamo pa pristopa, da bi te golobe pač iztrebljali, ker mislim, da to ni primeren pristop. In turiste pa tudi sprašujemo, tudi tu imamo Zavod za mladino, kulturo in turizem, ki skrbi za to, da se nastavlja strategija razvoja turizma in tudi izvaja in tudi
prejšnji teden je bil na zadnji sestanek z turističnimi ponudniki, ki povejo vse, kar jim ne štima, nimajo dlake na jeziku, pač kritizirajo, ko je treba kaj popraviti in pohvalijo, ko je kaj dobro narejeno. Ampak zaenkrat, kot že povedano, turistični rekorde tolčemo in mislim, da nam gre v globalu kar dobro. In še vprašanje, številka 3. Zanima me, kaj boste naredili glede obljubljene kanalizacije. V bistvu to, kar delamo že vsa ta 4 leta. Dejstvo je, da ob nastopu na funkcijo sem mislil, da imamo na občini malo bolj dodelan sistem, v bistvu sistematično se nismo sploh lotili tega problema v 10 letih nazaj. Naredili smo projekt popisa oziroma izdelave katastra potreb po kanalizaciji, kar je trajalo 1,5 leta, to je za celo občino kar velik projekt, iz katerega smo potem naredili seznam krajev, po katerih, oziroma vrstni red, po katerih se bomo lotili izdelave oziroma izgradnje kanalizacije. Pelje se projekt čisto za Koper in Ankaran, torej 2000 priključkov za kanalizacijo, oziroma približno 25 km kanalizacije, vmes smo naredili kar lahko. Najbolj bizarno je to, da jaz sem nastopil na funkcijo s tem, da sem govoril o tem, kako bomo naredili kanalizacijo na podeželju, in bizarno je pa to, da že v Žusterni pravkar se gradi kanalizacije, ker tudi tam 25 hiš ni bilo priklopljenih. Skratka, ni bilo niti potrebno iti do podeželja, ker že v obmestnem pasu nismo naredili svoje domače naloge v svojih 30 letih obstoja. Gospod Bržan, sicer v zadnjih 4 letih ste stkali tesne vezi z ostalimi 3 istrskimi župani v smislu sodelovanja. S kom se najbolje razumete, če greste kdaj mogoče tudi s kom na večerjo, pa na kozarček v prostem času, če je prosti čas, ali pa da se zmenite? Z vsemi 3 se razumemo, na nek način postaneš malo tudi prijatelj z vsakim, ne glede na to, da se tu in tam malo tudi spričkaš, ko so pač neki konflikti med občinami oziroma neke nerešene stvari, ne. Tako za občino Ankaran, ki je, kot je povedal moj kolega Strmčnik, so odprte zadeve, kar tiče delitvene bilance, tako za občino Izola, kar se tiče neke starega sporazuma za glede odvajanja odpadnih vod. Ampak ne glede na to, ne vabimo se na večerje in na kozarček, ne, ampak dobivamo se redno in rešujemo probleme, pa dobro, tu in tam kakšen vic si tudi povemo, če je treba. No, glede na to, da so volitve pred vrati, mogoče nekdo ne bo obdržal svojega delovnega mesta župana, koga bi najbolj pogrešali? Vsakega malo, ne, sej to, bom rekel tako, piranski župan, ne, čeprav ga marsikdo razume kot zelo posebnega, ne, je človek, ki ti zelo prirase srce, je tak zelo srčen človek, zelo odprt. Izolski, prav tako prijeten. Od Ankaranskega moram povedati, da sem se na začetku svojega mandata še največ naučil, ker je bil tisti župan z zgodovino, s kilometri, in z veseljem smo črpili znanje tudi iz tega, kar je on uspel dognati v tem času. Tako da vsakega bom malo pogrešal, oziroma glede na to, da nihče ne umre od teh, ne, pač se še vedno lahko dobimo tudi takrat pa res na kakšni kavi in se malo pogovorimo. Sicer pa mnoge skrbi, da se o težavah z vodo v poletnih mesecih govori zgolj takrat, ko zagusti, ne, po domače rečeno. Poletja je konec, zdaj prihajajo nove težave, novi izzivi. Vkolikor boste še naprej župan, kaj boste naredili v tej smeri, da se poletje 2022 ne bi ponovilo tudi v 2023? Jaz rad poudarjam, da suša ni glavni problem naše vodoskrbe. Glavni problem vodoskrbe je ogroženost reke Rižane, in to se je pokazalo že ali pa na zadnje leta 2019, ko je iztiril vlak oziroma se je prevrnil vagon s kerozinom. Torej imamo izredno občutljivo reko, ki nam daje dober del vode skozi vse leto, razen poleti, v bistvu še najmanj. In tega smo se takrat lotili reševati. In kar je najbolj zabavno, je to, da pred 5 leti sploh sam nisem vedel, da je problem vodoskrbe tako velik. Torej, javnost ni vedela za to. In ko smo mi začeli iskati rešitve, in ko je takrat minister Vizjak rekel, da bo to rešitev za akumulacijo Suhorica Padež, smo dobili občutek, da bo celo prebivalstvo Slovenske Istre držalo za brkinci zaradi naravovarstvenih problemov, pač, in bo rekli, da ne, to pa ne počnimo. Ne. Torej, dvigniti je bilo treba zavest ljudi, da je to problem, ki ga moramo rešiti. S to zavestjo tudi lažje nastopamo napram odločevalcem, torej državnim organom, ki se danes močno zavedajo, da je to prioriteta za reševati, in do naslednjega poletja bomo zvlekli oziroma bomo povezali Italijo z nekim opuščenim cevovodom, tako da bomo pridobili
približno 10 do 20 litrov na sekundo, kar ni ogromno, ampak nekaj je. Z državo smo tudi dogovorjeni, da so financira tudi projekte za zmanjšanje izgub, torej naš vodovod ima približno 23%, če se ne motim, izgub vode, kar je pod povprečjem, da ne bo pomote, ampak se da jasno še izboljšati. Torej, približno 800,000 evrov smo dobili odobrenih strani države, da lahko še ukrepamo za to, da se te izgube še zmanjša. To pomeni več različnih senzorjev za to, da se ugotavlja, kje lahko voda pušča. Dajmo se zavedati, cevi so pod vodo in ponavadi se ugotovi puščanje takrat, ko nastane luža na zemlji, prej pa je zelo težko to ugotoviti. Ne? Tako da to so tisti ukrepi do naslednjega poletja, ki jih lahko izvedemo in jasno, malo pred poletjem bomo tudi verjetno vse naše prebivalce poskušali spomniti, da je dobro biti gospodaren z vodo, ne? Da ne razmetavamo po nepotrebnem. Naš slogan je Obala je zakon. Koliko od 1 do 10 vas spravlja ob živce, ker vsi vemo to polemiko Obala ali pa Slovenska Istra, in kaj bi vi naredili na našem mestu? Bi ga spremenili, bi ga ukinili? Imate mogoče kakšen predlog za nov slogan? Torej, Obala je zakon je čisto v redu slogan in kot vsak slogan ima svoj rok trajanja in lahko traja še 5 ali pa 10 let in potem verjetno boste tudi sami ga zamenjali. Torej, ali živimo na obali ali v Istri, je po mojem stvar, ki ne potrebuje konflikta, ampak potrebuje pač neko dojemanje, da ta prostor je Istra, prebivalci smo Istrani, nismo Obalčani, ne? Nič pa ni narobe, če kdo reče, tudi večkrat sem danes rekel, da pač na obali in tako dalje, ker mislim, da ni nič narobe, če uporabimo tudi ta drugi izraz. Je pa prav, da tisto, kar se je začelo že pozabljati v zadnjih letih, da ponovno obudimo, ker ne nazadnje ta prostor ima svojo specifiko, ima kulturno identiteto in je treba obujati. Torej, vesel sem, da smo sprožili to debato, ne glede na to, kakšne polemike so potem nastale, ker ljudje so se začeli še bolj kregati o tem, ali je to Istra ali Slovenska Istra, kot o tem, ali smo Primorska ali smo Obale in tako dalje. Vse je lahko prav, če se zavedamo, da je to tudi in predvsem Istra. Gospod župan, vam kritike podpornikov nekdanjega župana Popoviča pride kdaj do živega, mogoče če vam sploh pride do živega, ne šparijo ravno z besedami, nadeli so vam tudi en kup nadimkov? Meni vsaka kritika pride do živega, ker poskušam razumeti, zakaj do te kritike prihaja. Torej, najprej treba se sredotočiti na vsebino, torej ali ima sploh smisel, in potem ugotoviti, zakaj ima nekdo tako stisko, da se spravi na nekoga. Poleg dejstva, da ponovadi in župani in predsedniki države in predsedniki vlade smo vedno krivi za pač vse, to je treba odstraniti, ampak če ima nekdo neke tegobe, treba ugotoviti, zakaj jih ima in poskušati pomagati. Zdaj, če je to nek problem posameznika, ne, težko se pomaga, če je pa to problem neke, skupine ljudi, neke sosedske, pa je treba ugotoviti, če ni mogoče treba kaj spremeniti. Ti kritiki vam zadnje dni pripisujejo tudi odgovornost za to, da poslovni center Markovec postaja hiša strahov, zaprtje banke, gostinskih lokalov, zastarela trgovina z živili, nedelujoč bankomat. Bi vi kot župan lahko na tistem mestu kaj naredili? Ne. Torej, bankomat je stvar banke, trgovina je stvar trgovca, pošta je stvar pošte, politika pošte je jasna, pač gre v to, da se ukinja poslovne enote oziroma pač pošte, in je to storila že marsikje po vsej Sloveniji. Torej, trgovina bo vedno bolje založena, če bodo ljudje hodili v to trgovino, če ne se pač stvari, neke vsebine se vedno ugasnijo, če ni interesa za to. Tisti objekt, poslovni center na Markovcu, je zasebni, torej ni to občinska stvar in na to pač mi ne moremo niti vplivati. Ne. Še več, kar smo lahko naredili ali pa kar je lahko naredila Marjetica, je to, da se je dogovorila z Mercatorjem konkretno za to, da začne upravljati za parkiriščem, ker tudi tam je bilo vse skupaj precej neurejeno, tako da vsaj to se je poskušalo urediti, ostalo pa je stvar precej izven domene občine. Ampak lahko, na primer, kot župan pospešite kaj v tej smeri, ali prav se ne da bi pač malo tisto zaživelo drugače, da kaj bi lahko vi kot župan tam naredili? Ne, hipotetično lahko bi odkupili kakšen prostor in tam umestili neke družbene ali pa družabne ali družbene vsebine, ampak to je stvar, s katero se je treba najprej sesti za krajevno skupnostjo, mora povedati, ali obstaja kakšna skupina uporabnikov, ki je
potrebna takih prostorov. Dajmo reči na Markovcu, na Kozlovičevu konkretno se je pred leti sicer že zgodilo to, da je bila včasih trgovina, pa so potem umestili notri društvo Sonček. In je neka osebina notri, nima dodane vrednosti za okoliške prebivalce, ampak vseeno pač je nek prostor, ki je zapolnjen, tako da ni prazen, ne razpada. Boste participativni proračun ohranili, ukolikor boste še župan? Ja, vsekakor. Participativni proračun se je izkazal kot nekaj odličnega. Torej, poleg tega, da se manjši projekti izvedejo, na katere občina ponavadi za katere nima dovolj pozornosti, ker če banaliziram, če popravljaš luknje na cesti in asfaltiraš ceste, ponavadi ne vidiš, da bi lahko naredil priložnost, da bi lahko naredil neko razgledno ploščad, recimo. Tako da super je, če se taki projekti potem pojavijo. Super je tudi to, da se ljudje vključijo v proces soodločanja, torej kličejo sorodnike, prijatelje, da podprejo nek projekt in dobesedno različne skupine lobirajo med sabo, kateri projekt bo izglasovan. In predvsem udeležba, ki se je v teh letih povečala na 15% volilnih upravičencev, kaže na to, da imamo izjemen uspeh, ki lahko samo še raste. Torej, to je treba nadgrajevati, na tem se treba učiti in na tem bomo tudi ustrajali. Sicer smo izvedeli, da imate doma men's cave, rečejo temu v tujini, torej svojo neko garažo, nek svoj prostor, kjer pravite, da bi radi se naučili komponiranja glasbe, da imate v omari spravljen tudi ukulele. Kaj o temu mogoče? Res je, ne samo ukulele, tudi harmoniko imam, ki se mi jo, ne morem reči, na nek način podedoval. Pač, če imaš priložnost imeti en kotiček, ki je namenjen samo tebi, si že srečen, kar ga imaš, tudi če ga v praksi skoraj da ne uporabljaš. Tako da tu in tam je treba posesati in pobrisati prah, ampak čaka na boljše čase. Kako pa kaj kaže z ukulelejo? Ste se kaj naučili že? Pa nekaj znam, ampak ne bom še pokazal, kaj znam. Mislim, lahko pričakujemo čez leta neko diskografijo Aleša Bržana. Lahko narediva duet čez par let. Boste uporabili svoje ime, boste imeli svoje artistično ime? Duo Pegla že obstaja, nič ne pomaga, tako da bomo našli nekaj. Za konec, nova 4 leta, novi izzivi, ukolikor boste seveda izvoljeni. Povejte nam na kratko 3 glavne stvari, ki jih boste uresničili v novem mandatu oziroma ki so vam prioriteta. No, kot že večkrat povedano, pa vem, da se tudi drugi ponavljajo predvsem na tem. Torej, nadaljevanje urejanja obmorskega pasu, torej vse do Izole, naslednje leto kopališče Žosterna, čez 2 leti nadaljevanje, torej vse do meje z Izolo. No, na žosternskem območju jasno to vključuje tudi dvigalo na Markovec, ki je že v fazi projektiranja. Zdravstveni center je prav gotovo stvar, ki mu bomo namenili največjo pozornost in tistih 10 milijonov, ki se je izvajalo že 4 leta, vlaganj v podeželje je treba nadaljevati. Torej, podeželje še vedno ni na takem nivoju, da bi lahko rekli, da tisti naši občani niso drugorazredni, tako kot se marsikdaj tudi še sami opisujejo. Če še komentirate to, kar se je pojavilo na Facebooku nekaj dni nazaj, glede parkiranja, pogreb je bil in občani so vam očitali, da so ljudem, ki so parkirali, ki so prišli na pogreb, torej podeljevali kazni za parkiranje. Torej niso bili občani, bil je en zelo znan občan, ki je bil tudi kandidat na en izmed list. Kdo? Janko Sever. Torej, policija je dala prijavo, torej nekdo je očitno dal prijavo na policijo in policija jasno mora po uradni dolžnosti ukrepati. Prijavo je potem posredovala naši redarski službi, medobčinska uprava oziroma naše medobčinsko redarstvo na podlagi prijave spet mora tudi uradno ukrepati. Šli so na teren, ugotovili, da takih nepravilnosti pri parkiranju, kot so bile prijavljene, ni bilo. 2 avtomobila sta bila nepravilno parkirana in ta 2 avtomobila sta dobila obvestilo. Torej samo opozorilo, da pač tega ne počnejo. Tako da od tega, da bi delili naši redari kazni vse povprek ob nekem trenutku, ki gotovo ni najbolj primeren, to ne drži. Po uradni dolžnosti so morali pregledati in jasno tudi nekaj narediti in mislim, da tisti 2 opozorili so bili na mestu, ker nekdo pač ne more parkirati vse po dolgem počes, ne glede na to, kakšen dogodek je, ker omejuje ostale udeležence v prometu. Gospod Bržan, najlepša hvala za vaš čas, za izčrpne odgovore na
upam, da ne preveč zahtevna vprašanja. Za vas morajo 20. novembra volivci in volilke obkrožiti na lističu? Veš, da ne vem, nisem niti sledil, katera številka je moja. Pač sledite imenu in priimku, številka 6. Torej ime in priimek mislim, da znajo vsi prebrati, tako da če si želijo, jih vabim, da pridejo najprej na volišča in potem obkrožijo tudi moje ime. Jaz lahko samo obljubim, da se ne bom veliko spremenil, pač politiko, ki smo jo nastavili, mislim, da je prava, da je zdrava in lahko jo jasno tudi še izboljšamo. Bomo tudi v sodelovanju s temi političnimi partnerji, ki se bodo odločili, da bi radi Koper peljali po zdravih tirnicah naprej. Najlepša hvala. Hvala. Prosim. Predvolilna jutra na Kaprisu. Kapris, številka 1 na obali.